Navajeni smo, da moški žvižgajo ženskam, kot da je to nekakšna čudna norma, ki je iz nekega razloga postala sprejemljiva. Ampak ne vem, kaj naj si mislim o tej novi normi, da moški na ulici strašijo ženske, še posebej islamisti in migranti. Nekaj pri tem se mi zdi malo čudno. Povejte mi, kaj mislite vi. Spet moj uspel. Ta moški s kapuco se zdi, da preži po Manchesteru in poskuša strašiti ter nadlegovati ženske. Še ena punca. Da, še ena, tokrat muslimanki. Tramvaj je to ustavil. Upam, da je v redu. Kje je? Kako gre? Me, človek, ne dotiki se me, stari. Videl sem, kako nadleguješ dekleta, stari. Videl sem, kako nadleguješ dekleta. Boš tem nadaljeval? Iskreno ne vem, kaj bi naredila, če bi hodila po ulici in bi mi nekdo to začel delati. To bi me resnično prestrašilo do konca in verjetno bi poklicala policijo. In res sem vesela, da je moški to opazil, ker bi se zaradi tega počutila veliko bolj varno. Če bi se mi nekdo tako približal in me prestrašil in bi izgledal tako, potem pa bi vedela, da je tam moški, ki bi me lahko zaščitil, bi bilo vse, res vse veliko lažje. Torej, pohvale temu fantu, ki to snima. Vse imam posneto na video. Misliš, da je strašenje deklet šala? Kako je to šala, če strašiš dekleta? Zakaj ne prestrašiš mene, če to stalno počneš? Je on profesionalec? Dajmo, pejte z mano, fantje. Ujemimo tega tipa, dajmo. Ujemite tega tipa. Ujemite tega tipa. Vse imam posneto, stari. Ne, on bo šel ven, on bo prišel tja ven. Kaj potrebuješ? Ven in potem pejdi ven. Dobil si njegovo ime, kaj ne? Dobil si njegovo ime. Na domoljubih je, da branijo ženske. Moški domoljubi države morajo braniti ženske teh držav. In ko imaš ljudi, kot so ti, ni pomembno, kdo so, odkot prihajajo, kako izgledajo, v kaj verjamejo, ampak hodijo naokoli in strašijo dekleta na ulicah. Moški bi se morali temu pojavu zoperstaviti. Pika. Konec. Preprosto. Prijatelj, prosim, poglej tole. Je to tvoje? Kako ti je ime? Pokaži se. No, pojdimo naprej. Gremo naprej. Naj vzamem njegov osebni dokument. Daj no. Herman Pasquale na Manchester College. On je študent. Ta fant je študent. Ta moški je študent. In misli, da je to sprejemljivo. Imam nekaj informacij za vas. Moj prijatelj mi je poslal fotografijo nekoga, ki je to počel pred nekaj dnevi, in ta oseba je zelo podobna temu tipu tukaj. Varnostniki, teh 7 ljudi zasleduje naslednjo stvar. Ali je varnostnik rekel isto? Da je pred nekaj dnevi zasledoval ženske. Varnostniki iz Primarka poznajo tega tipa. Zdi se, kot da ve, da je naredil nekaj narobe. Ja, ker dela nekaj narobe. In dejstvo, da je to naredil večkrat in misli, da mu bo še vedno uspelo, nam pove, da je tukaj težava. Resna težava. Ker ne vem, kako je pri tebi. To je ena tistih stvari, zaradi katerih je nekdo grožnja. Katero točno kaznivo dejanje pa sploh stori, ne vem. Ampak očitno je, da gre tukaj za pravo nadlegovanje ljudi in namerno strašenje ljudi ni v redu. To ni potegavščina in se ne šali, ampak to počne pogosto. Tolikokrat, da varnostniki že vedo zanj. Kaj se torej lahko naredi? To je vprašanje. Pravno gledano, ne vem, če se lahko kaj naredi proti nekomu takemu, ker vse, kar počne, je, da se čudno in preblizu približuje ljudem. Ampak to je do neke mere nadlegovanje, ali ni tako? Kaj narediš v takšnem primeru? Hoče biti aretiran. Mislim, da jih je vse skupaj dohitelo. Nenavadne okoliščine. To je osumljenec. Samo prihajamo, vzamemo si čas za govor o tem. Ja, v redu. Pokazujem bom posnetek, prav? Ja, samo spravite ga stran od mene. Ja, želite to gledati? Hej, fantje, oprostite, ni bilo ob 17. uri. Ne gremo v avto. Greš. Odpeljite me z avtom. Pohvalno je, da so ta dekleta to izpostavila in prišla ter povedala policiji, kaj se je zgodilo. In na srečo, glej, dejansko so ga aretirali. Ne moreš kar tako nadlegovati ljudi na tak način, še posebej, ko je zelo, zelo jasno, da se spravljaš na ženske, kaj ne? Ena stvar je, če imaš kamero in si kot rar in se šališ.
To tukaj ni ta primer. On je čudak, vidiš, da je čudak. Njegovo vedenje je srhljivo. Način, kako se je pojavil na kameri na začetku videa. Se spomnite tega dela? Kjer išče tisto dekle? Ni tam. Ne, človek, ne dotikaj se me, stari. Srhljivo. Mimogrede, ali ni super, ko je policistka pod krinko? Mislim, da je to res kul. Govor in tukaj je čudovit ogled, čudovite ulice. Je to v redu? Ja, v redu. Pokazal jim bom posnetek, ja. Ja? Sam spravite ga stran od mene. Ja, želite to pogledati? Hej, fantje, oprostite, ni bilo ob 17. uri. Ne bom govoril s tabo. Odpeljali me boste noter, a? Amen. Bil je srečen konec sicer zelo odvratnega popoldneva. Peljala me bo z avtom. Ja, res je čovka. Peljala me boš v... Lahko samo povem, kako ironično je, da ga aretirajo ženske. Peljala me boš... Ja, v redu sem. Ne, vse je v redu. Ne, ampak si to moraš zaslužiti. In potem imaš idiote na ulici, ki govorijo, pospravi kamero, ni lepo. Ne. Ta tip si to zasluži. Naj to služi kot opozorilo. Veš, ta video se je končal nesrečno, ker je bil tam nekdo, ki je opazoval in videl vedenje, za katerega je menil, da je nesprejemljivo, zato ga je posnel s kamero. Soočil se je s tipom, ga zasledoval, poklical policijo, govoril z varnostniki in vse skupaj uredil tako, da je bil ta moški odstranjen, da so se ženske, ki hodijo po tem območju, lahko počutile varne. Zdaj nisem oseba, ki bi verjela, da so občutki najpomembnejša stvar na svetu, ampak mislim, da kot ženska ali kot moški ali kdorkoli, ki hodi po ulicah, ne bi smel biti izpostavljen nekomu, ki te namerno nadleguje samo zato, ker je nestabilen in ni čisto v redu. Meni je deloval, kot da ni v redu. Ne vem, če je bilo res tako. Ne vem, kaj se je na koncu zgodilo s tem tipom, ampak pohvalno za domoljuba, ki je dejansko vstal in nekaj ukrenil, ker je tako enostavno videti nekaj čudnega in si reči, v redu, vseeno mi je, imam pomembnejše stvari za početi v svojem dnevu. Ampak ta tip se je odločil, da bo sam nekaj naredil in to spremenil. In zaradi tega mogoče kakla dekleta niso bila nadlegovana. In moram reči, da je to ena izmed tistih stvari, veš kako pravijo, da morilci začnejo tako, da ubijajo majhne živali. Ko imaš nekoga tam zunaj, ki počne takšne čudne stvari, bo to sčasoma pripeljalo do res problematičnega vedenja, če že ni. Nekdo takšen, kot že vsi vemo, nima nikjer nobenih meja. In morda je bila zaradi tega videa kakšna mlada ženska rešena nečesa veliko, hujšega, kot pa samo tega, da se prestraši na ulici. In če si nekdo, ki hodi po ulicah in vidi čudne stvari, kot je ta, spregovori o tem. Zakriči, pokliči policijo, povej nekaj. Vem, da večina od nas živi v državah, kjer policija dejansko ni sposobna narediti ničesar, ampak včasih pa morda lahko kaj naredijo. In včasih si morda celo preprečila, da bi kakšno dekle doživelo grozen popoldan ali pa da bi se zgodilo kaj še hujšega. In to bi bilo vredno. Se ti ne zdi? Zato ne odnehaj. Če opaziš čudno vedenje ali nekaj, kar ni prav, imej pogum, da se temu upreš. To je neverjetno pomembno. Hvala za tvojo pozornost glede te zadeve.